Sončno vreme oljkarji izkoriščajo za obiranje še zadnjih oljk. Popoldne so v oljarni na Dobrovem v Goriških Brdih opravili že tisoči prevzem oljk. V Briško oljarno so letos pripeljali že 200 ton oljk, s čimer se oljarna na Dobrovem uvršča v sam slovenski vrh. Letina je rekordna, lani so prevzeli 80 ton, letos so pričakovali med 150 in 200 tonami, kar pa bodo očitno presegli do konca sezone. Dobra tretjina oljkarjev prinese pridelek na stiskanje sosednje Italije. Najvišji odstotek oljevitosti je doslej dosegel oljkar iz okolice Čedada s kar 21%. Oljkarji po teh dneh v preštevanju oljčnega izkupička zaskrbljeno pregledujejo nasade. Alarm sta sprožili dve grožnji. Prva je kljunati rilčkar, ki že dela škodo na Hrvaškem, druga pa nevarna bakterija, ki pustoši v oljčnih nasadih na jugu Italije. Z nami v studiu je Matjaž Jančar z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Dober dan. Dober večer. Kakšno škodo lahko povzroči kljunati rilčkar? Recimo, kako nevaren je? Ja, kljunati rilčkar v bistvu gre za majhnega hroščka z velikim rilčkom, približno pol centimetra je velik. Škodo pa je odvisna v kateri fazi. V bistvu dela škodo z tem, ko ubada plodove. Če ubode v zgodnji fazi, dokler je plodič majhen, te plodiči odpadejo, takrat je škoda zelo velika in to so imeli tudi v sosednji Hrvaški letos kar veliko škodo, se pa pojavlja zadnjih 10 let, se pa z zadnjimi leti to stopnjuje. In potem pa ubada tudi v kasnejši fazi, govorimo proti obiranju avgustu, takrat pa vidimo v plodu značilne luknjice, plodovi ostanejo na drevesu in se pa malo kvaliteta oziroma kakovost plodov zmanjša, tudi malo manjša oljevitost, ostanejo pa na drevesu. No, v naših nasadih ga še ni opaziti, ste se pa že srečali, ne? S posledicami napada tega hroščka. Kje ste se srečali? Tako, hroščka samega še nismo opazili na sadu, smo pa letos dobili vzorce in sicer iz zaledja Slovenske Istre, Popetre, Zabavlje, Gračišče, tisti predel bolj, smo dobili vzorce ubodov, ki bi bili lahko od tega rilčkarja, vsaj potem, kar imamo zdaj podatke iz sosednje Hrvaške. In zdaj med tem vzorčenjem, ko smo gledali plodove za oljčno muho, kontrolo oljčne muhe, smo tudi v posameznih oljčnikih opazili manjše število teh obodov, ki bi bili lahko od rilčkarja. Kako pa se recimo lahko oljkarji sploh zaščitijo pred rilčkarjem? Ja, zdaj zaenkrat glede varstva pred rilčkarjem moram povedati, da trenutno v Sloveniji nimamo registriranega sredstva, s katerim bi ukrepali proti kljunatemu oljkovemu rilčkarju. Podobne težave imajo tudi Hrvati, tudi oni nimajo, poskušajo sredstva. Je pa dejstvo, da bomo mi drugo leto najprej kontrolirali, če je rilčkar prisoten. To bomo v juniju, juliju, takrat je najhujše, bomo poskušali z otresanjem na platna bomo lovili rilčkar in bomo ugotovili njegovo prisotnost in bomo videli, kaj je. Zdaj zaenkrat situacija še ni alarmantna, da bi mogli sploh kaj ukrepati. No, v Italiji pa pustoši bakterijski ožig oljk, ne? Zdaj sicer okužena območja so že izolirali, ampak verjetno je širjenje težko omejiti. Lahko nevarno bakterijo pričakujemo tudi pri nas in kako se pred njo zaščititi? Ja, v bistvu gre za bakterijo, ki je po svetu že znana, predvsem v Severni in Južni Ameriki, je pa zelo velik, širok krog gostiteljoma, tako da lahko napada tudi do 150 drevesnih vrst in sedaj oktobra je bila prvič potrjena v Italiji, prej v Evropi ni bilo. Tako bakterija, po podatkih, ki jih imamo, je lahko zelo nevarna. V bistvu gre bakterija maši prevodni sistem, ksilem, se pravi vodovodne cevi, kjer poteka hrana in hranila za oljke. In potem, glede na to, so tudi te simptomi, sušenje listov, vejce in lahko pa se sušijo tudi cela drevesa, kot je primer v Pulji v Italiji. Zdaj, bakterija je po vseh teh podatkih lahko zelo nevarna. Proti bakteriji vemo, da je sistematska okužba neke borbe, potem ni, ko je okuženo, tako da delamo samo na preventivi. Na daljše razdalje se lahko prenaša z sadikami in tukaj moramo biti predvsem pozorni, da ne dobimo z kakšnimi okuženimi sadikami. To je zelo pomembno. Najlepša hvala za ta pojasnila. Prosim.